Izrecno proti 780 milijonov evrov za vojsko samo Levica. Tako se glasi naslov na portalu Radiotelevizije Slovenija. Ta naslov je precej zgovoren. Če na kakšnemu področju praktično ni opaziti spremembe med menjavo prejšnje pa aktualne vlade, je to področje vojnih nabav. Ista retorika, ista opravičila, iste politične zaveze, ki slovenski proračun izčrpavajo za nakupe orožja po diktatu NATO pakta. Zakaj? Zato, da bo slovenska vojska lažje sodelovala na misijah v tujini, daleč stran od meja svoje domovine, za okupacijo držav tretjega sveta, za izvajanje ameriškega imperializma. In ravno na temu področju se kaže ne, kje si je politični razred različen, ampak kje in kako si je enak. Pri temu, da se silne stotine milijonov dajejo za nakupe nepotrebnega NATO-vega orožja, ki mimogrede ni primerno za obrambo domovine, je pa primerno za okupacijo tretjega sveta, in se s tem izčrpava postavke, ki bi morale služiti ljudem. Zdravstvo nam razpada. Imamo bolnice, ki imajo prostore v stavbah iz 19. stoletja. V domovih starejših manjka 11 tisoč postelj, manjka 10 tisoč javnih najemnih stanovanj za mlade. In seveda, za vse te nujne, vitalne projekte denarja ne bo, če bo šel denar za vojno orožje. Pravim vojno orožje, ker 2 srednji bataljonski skupini, ki se jih postavlja, oklepniki, havbice, rakete, to niso formacije za obrambo domovine. To so ofenzivne formacije za okupacijo držav tretjega sveta. V Levici bomo seveda glasovali proti temu noremu trošenju javnega denarja in za to, da grejo sredstva v domove starejših, v zdravstvo.